Zakaj tako veliko začetnikov nažalost ne vzljubi teka in potem seveda slej ko prej tudi nehajo teči? Obstajajo trije presenetljivi razlogi: napredek, načrt in močna volja. Z napredkom seveda ni nič narobe. Narobe je, če mi napredujemo in ne vemo, kje je dovolj napredka. Torej, ne želimo si hitrega in velikega napredka. Želimo si v bistvu napredovati v eni osnovni stvari, to je v uživanju v teku. Želimo si napredovati v čutenju našega telesa. Želimo si napredovati v lahkotnosti gibanja. Drugi razlog je načrt. Problem je, če se mi načrta treninga držimo kot pijanc plota. Kajti, kdo pa ve, česa je sposobno moje telo? Česa je sposobno tvoje telo? Tega nihče ne ve. To tudi ti ne veš, to tudi jaz ne vem. Vsak dan človek zve, kaj njegovemu telesu ustreza. In to nam v bistvu pove spet s preprostim, dobrim počutjem. In tretji razlog je močna motivacija, močna volja. Seveda je lepo, da si želimo, kot smo rekli, napredovati. Dobro je, da imamo jasne cilje, ampak te cilji ne bojo usmerjeni preveč enostransko, preveč v razdalje, v napredek, v času, da bomo vedno želeli čim več teči. Naš cilj naj bo raj usmerjen v užitek. Užitek je najpomembnejša stvar. Od užitka ima tekač veliko več kot od samih kilometrov. No, ne se predstavljam, jaz sem Barbara, jaz sem z Urbanom pred časom že tekla. Tudi takšni, ki niso tekli, ki niso imeli kakšnih hudih rezultatov ali pa ki smo imeli preveč kil, smo z Urbanom to počeli na prijeten, predvsem pa na zdrav način. Tako da jaz osebno poškodbe pri vadbi z Urbanom nisem imela. Potem se mi je zgodila nosečnost, pa mogoče kronični lenoritis, na kar sem za 3 leta nekako se zgubila in poskušala najti rožnik. No, zdaj po 3 letih mi je zopet uspel ga najdeti, ampak tokrat mislim pa, da je to in da se bomo šli bolj resno in bolj zares. Tudi jaz bom spet začela teči, ampak tokrat bom vztrajala. Vztrajate z mano, tudi vi. Vesela bom vaše družbe. A kar gremo? Pejmo!